Spoštovani gospod rektor Univerze v Ljubljani, spoštovani gospod prorektor Univerze v Ljubljani, cenjeni dekan, prodekanja, prodekani, spoštovane kolegice in kolegi. Letošnji simpozij je drugi simpozij, ki ga na temo prenove po bolonjskih izhodiščih organizira Fakulteta za družbene vede. Prvi, z metaforičnim naslovom Preživeti Bolonjo, je bil organiziran leta 2007, a je bil zasnovan širše, z gosti drugih slovenskih univerz in je takrat predstavljal primere dobre prakse glede uveljavljanja novosti bolonjske prenove. Današnji simpozij je v tem smislu ožji, je samo izpraševanje. Nadaljuje delo začeto oktobra 2014, ko se je na predlog oddelka za komunikologijo začelo intenzivno razpravljanje in pripravljanje izhodišč za prenovo naših programov, ter je potekalo v 3 delovnih skupinah Komisije za akreditacijo in razvoj študijskih programov. V to razpravo so bili ves čas kot člani komisije vključeni tudi predstojnice in predstojniki. Kot se gotovo spomnite, je šlo za zaustavitev procesa, ko bi zaradi enormnih finančnih rezov v proračun Fakultete za družbene vede zgolj linearno zasekali v izvedbo programov. Temu nasprotno smo v komisiji in v delovnih skupinah menili, da mora razvoj fakultete po 10 letih prenovljenih programov izhajati iz premisleka o viziji in strategiji razvoja, upoštevanja kadrovskih virov ter zagotavljanja kakovosti študija in raziskovanja. Do februarja 2015 je tako nastal dokument, ki na podlagi številnih evalvacij in popravkov v teh 10 letih ter razprav znotraj komisije, pa tudi zunaj nje, postavlja okvire sedanje prenove. Katedre so poslale odzive in predloge simulacij predmetnikov na podlagi tega dokumenta. V tem mesecu nas čaka vsebinska analiza ponudbe in zato smo danes tu, da pred snovanjem predmetnikov in učnih načrtov kompetenc in izidov poiščemo sinergijo in konsens ter si prisluhnemo pri iskanju rešitev dilemam doslej opravljenega dela. Današnji simpozij ima 2 dela. V prvem delu nam bodo častni gosti predstavili širše razmisleke o visokem šolstvu in znanosti, vabljeni uvodničari in uvodničarka pa bodo kot angažirani in v reformo delovno vpeti predstavniki generacij, znanosti in disciplin prenesli te razmisleke na FDV. V drugem delu sledijo 3 okrogle mize, na katerih bodo prijavljeni razpravljavci in razpravljavke predstavili izhodišča o strateških, kompetenčnih in zaposlitvenih izzivih, ki jih moramo vgraditi v svoj razvoj. Dovolite mi, spoštovano občinstvo, da v uvodni besedi najprej povabim spoštovanega dekana, rednega profesorja dr. Rada Bohinca. Spoštovane kolegice in kolegi, srčen pozdrav. Z udeležbo na tem simpoziju dokazujemo, da se zavedamo svoje odgovornosti za razvoj slovenskega družboslovja in nasploh družboslovnih znanosti, pa tudi za razvoj naše fakultete. Spoštovani gospod rektor, srčna dobrodošlica na naši in tvoji fakulteti, ki je vedno s ponosom bila in tudi bo v prihodnje članica Univerze v Ljubljani, katere razvoju in ugledu je in bo prispevala tudi v prihodnje. Namen današnjega skupnega premišljevanja je naslednji. Strniti znanje in energijo, ki nas prežema, in jo osredotočiti v skupne točke nujne posodobitve in prenove študijskega procesa. Doseči, kar se da visoko stopnjo akademskega konsenza o prihodnjih smereh razvoja fakultete družbene vede. In pa vzpostaviti čvrsto izhodišče na nadaljevanju našega procesa, prenove, to je procesa reakreditacije. V pripravo novih študijskih programov, ki je v polnem teku, in v zagotavljanje
kakovosti v tej zvezi, želimo, da so aktivno vključeni tudi študenti kot polnopravni člani akademske skupnosti. Na začetku mislim, da je prav, da na kratko z nekaj številkami analiziram, kje smo in kakšne so naše zmogljivosti, kako je s številom študentov, številom programov, številom predmetov, številom pedagogov in kakšna so medsebojna razmerja med vsemi temi. Tukaj vidite, da je število vpisanih študentov danes, v letošnjem letu, za več kot 1000 manjše kot pred 3 leti, v študijskem letu 2013, če ga primerimo v študijskem letu 2015. Danes je vpisanih 2447 študentov na prvi, drugi in tretji stopnji. Pred nekaj leti je bila ta številka 3468. Kot vidite, na vseh 3 stopnjah beležimo resen upad števila študentov. Vsa ta leta, kmalu bo 10 let, izvajamo 12 univerzitetnih študijskih programov, enega šolskega, na prvi stopni, in v okviru teh programov izvajamo kar 342 predmetov. Kot vidite, se giblje povprečje posameznimi programi, število predmetov tam med 46 in 49. Tu imate tudi podatek o številu ur po programih. Izvajamo 12 študijskih programov druge stopnje in v tej zvezi izvajamo 95 predmetov. V povprečju 5 in 7 predmeti. Tu imate navedene programe, ki jih si dobro poznate in število ur, ki si bili med 180 in 210. Vso to raznovrstno aktivnost 25 programov, 437 predmetov, za 2374 študentov izvaja 100,3 pedagogov, če jih imamo v FTE. Sami lahko pravite primerjave med številom pedagogov, študentov in številom predmetov. Ampak za vas sem vendarle izdvojil 2 podatka, če primerjamo število študentov s 103 FTE, bi to pomenilo 22,7 na pedagoga in pa število predmetov na pedagoga 4,23. To je jasno za prvo in drugo stopnjo. In samo še tale podatek bi vam rad dal, zdi se mi pomemben za našo razpravo, namreč skoraj 90% zmogljivosti te fakultete je osredotočeno za izvajanje programa na prvi stopnji. Rečem, zmogljivosti prenašeno v finančne sredstva je to tistih več, skoraj 4 milijone. Pomeni, da za drugo stopnjo preostane 11% ali dobrega pol milijona. Seveda, ker so to finančni podatki na tretji stopnji, je številka nič, ker vse. To so sredstva iz sama oziroma iz državnega financiranja. Ti podatki vam lahko dajo nekaj podlag za razmislek. Sam pa želim zato, da spodbudim razpravo o pravih vprašanjih oziroma o tistih najbolj temeljnih vprašanjih študijskega procesa v nekaj naslednjih minutah odpreti
prav teh nekaj temeljnih vprašanj. Prvo vprašanje, ki se mi poraja na podlagi teh in tudi mnogih drugih številk, je, kako nas bolj povezati, kako odpraviti preveliko razdrobljenost, kako bolj okrepiti medkatedrsko in medoddelniško sodelovanje. Naprej, kako dosegati prednost z močjo interdisciplinarnosti in večje povezljivosti študijskih programov in ob tem obdržati razvoj temeljnih znanstvenih disciplin. Naprej, kako težišče pedagoške dejavnosti vendarle postopno prenašati iz programov prve stopnje, ker smo, kot je videli sedaj, 90% vseh finančnih sredstev investirano na programe druge, tudi tretje stopnje. Kako zagotoviti, da študijski programi študentom omogočajo razvoj kompetenc, ki najbolj izpolnjujejo njihova osebna pričakovanja, kot pravi eden od evanskih komunikej, sprejet v zadnjem času z 47 državami. Kako torej izpolniti študentova pričakovanja in študentkina in kako izpolniti pričakovanja družbe, ki jih lahko označimo s preprosto na samo besedo zaposljivost in zaposlenost. In ne nazadnje, kako uveljaviti, da študijski programi vsebujejo pregledne opise učnih izzivov in obremenitev, prožnih učnih poti, ustreznih metod poučevanja in ocenjevanja. Naslednja velika tema je povezljivost raziskovanja dejavnosti in študijskega procesa. Naravnost ponujajo se naslednja vprašanja. Kako doseči večji obseg raziskovanja dejavnosti in večjo povezljivost raziskovanja dejavnosti s pedagoško? Kako raziskovanje dosežke bolj prenašati v stalno posodabljanje študijskih programov ter oblik učenja in poučevanja? Kako doseči, da bodo raziskovalci bolj upeti v študijski proces in pedagogi še bolj v raziskovanje dejavnosti? Kako še bolj v raziskovanje delo povezati študente? Še ena velika tema za nas in nasploh za visoko šolstvo velikanskega pomena, to je internacionalizacija. Kako torej vzpostaviti mehanizme in motive za bistveno povečanje študijske ponudbe za mednarodni trg študentov. Na ta način prispevati pripravi študentov, bodočih diplomantov za evropski trg dela. Kako torej odlično mednarodno raziskovalno sodelovanje pretvarjati v skupne vojne in podobne mednarodne študijske programe. Kako spodbuditi, da bo vsaka katedra pripravila študijsko ponudbo za mednarodni trg in aktivno načrtovala povečanje mednarodnih študentskih in učiteljskih izmenjav. Kako torej bolj izkoristiti čudovito zamisel o prostem prehajanju študentov, pedagogov in diplomantov znotraj 47 držav evropskega visokošolskega prostora na podlagi mehanizma priznavanja kvalifikacij in študijskih obdobij. In samo še eno področje in nekaj vprašanj v tej zvezi. Kakovost. Kakovost je rdeča nit vsega, za kar si prizadevamo dosegati v visokošolskem in študijskem raziskovanjem procesu. Kakovost ni samo en dodaten projekt, ampak mora biti način delovanja v študijskem raziskovanju in poslovnih procesih. Kakovost je tudi poglavitna opora reakreditacijskega procesa. Najti moramo torej načine poštenega vrednotenja pedagoškega in raziskovalnega dela ter upravljanja in nagraditi boljše in uspešnejše. Razviti moramo vzvode za dvig kakovosti učenja in poučevanja, naprimer s uvajanjem pedagoških inovacij v študijskih okolij, ki so osredotočena na študente. S polnim izkoriščenjem koristi digitalnih in spletnih tehnologij za učenje in poučevanje.
in s tesnejšo povezavo med poučevanjem, učenjem in raziskovanjem na vseh stopnjah študija in, kot pravijo tudi evropski dokumenti, s krepitvijo dejavnosti, ki razvijajo ustvarjalnost, inovacije in tudi podjetnost. Spoštovane kolegice in kolegi, to je bilo le nekaj izzivov za razpravo, ki je zahtevna, tako kot je zahtevna naloga, ki je pred nami. In to je tisto, kar imenujemo odgovornost za jutrišnji dan in prepričan sem, da to nalogo zmoremo popraviti na način, da bomo z novimi študijskimi programi pričeli z študijskim letom 2017-2018. Želim vam, da bi bil to za vas in za nas vse skupaj koristno. Hvala lepa gospodu dekanu. Za besedo prosim rektorja Univerze v Ljubljani, ne samo za pozdravni nagovor, ampak morda krajšo obvestitev na Univerze v Ljubljani. Prosim, gospod rektor. Lep dober dan vsem, kolegice in kolegi. Pozdravljam vas v imenu Univerze. Pozdravljam seveda pa tudi temo, ki ste jo izbrali za evalvacijo in preizpraševanje okrog tega, kaj Fakulteta za družbene vede kot osrednja institucija novih družboslovnih ved na univerzi in tudi v državi, kaj raziskuje in kako raziskuje, kaj poučuje in kako poučuje. In mislim, da je to preizpraševanje treba jemati kot nekaj normalnega, nekaj nujnega. Jaz sem bil priča doslej v svoji karieri na tej fakulteti že vsaj 3-krat, se je šlo za tako precej temeljito preizpraševanje in če je zdaj to 4., morda nisem dobro preštel, potem se mi zdi, da gre za neke take 10-letne cikluse, znotraj katerih se v družboslovju in v okolju, v katerem delujemo, marsikaj spremeni in je treba seveda na te spremembe tudi ustrezno odgovoriti. Kot vemo, so zakonitosti na področju družboslovja manj trdne kot na, recimo, naravoslovnih področjih in seveda te že same po sebi tudi narekujejo, da je treba ponovno evalvirati naše pristope k raziskovanju in poučevanju. Tako da bi rekel, da je to nek normalen proces, ki mora voditi z izboljšavam k drugačnemu odgovoru na morda podobno vprašanje kot v preteklosti in če bo fakulteta našla dobre odgovore na ta vprašanja, potem je to seveda v korist ne samo fakultete, ampak celotne univerze, kjer se želimo, da bi imeli dobre fakultete, vsako na svojem področju. Če jaz kot priča, bi rekel, tega preizpraševanja iz preteklosti, lahko rečem dve misli o tem, kako jaz gledam na ta naš dosedanji razvoj, potem bi kot prvo rekel naslednje, da je v dosedanjem razvoju za to novo družboslovje, kaj pravim novo, zato ker tradicionalne vede, ne vem, pravo, ekonomija, zgodovina, geografija, seveda gredo pač svojo pot in niso tukaj umeščene, s pridom pa uporabljamo tudi njihovo znanje v programih Fakultete za družbene vede, ampak te nove discipline, ki so bile vzpostavljene na začetku, se da so šle čisto lepo po logiki enega razvoja sistema, kot bi temu rekel. Od relativne homogenosti na začetku, tam v 60-ih, začetku 70-ih let, potem pa lepo korak za korakom v stopnji vse večje diferenciacije, medsebojnega razlikovanja, iskanja specifičnih profilov znotraj tega študijskega in raziskovalnega programa in seveda dosegli so razmeroma veliko stopno te specializacije vsaka na svojem področju. In po logiki sistema pridemo na neki točki v
v fazo, ko se je treba, ko smo pred dilemo, ali bo prišlo morda do reintegracije ali pa do popolne osamosvojitve, recimo v posameznih področjih. To je pač naravna logika razvoja sistema in se mi zdi, da tukaj bi lahko s tem modelom tudi operirali. Jaz mislim, da je veliko razlogov za razmišljanje v smeri reintegracije, ki je ena od poti, zakaj se mi zdi, da je veliko. Jaz bi navedel samo tri. Prvi je to, da je družboslovje s tem, ko se je medsebojno diferenciralo, ko je šlo v te specifične programe, discipline, pogosto krat v moji sobi pozabilo na temeljne teme, ki so pa še kako prisotne in izzivajo pravzaprav družboslovce na danem raziskovanju in premišljevanju. Ne vem, če imamo, lahko se motim, ker sem nekoliko oddaljen vsega tega, če imamo dobro odgovor na to, kako se je, vzamem primeri sociologije, kako se je naša družba stratificirala skozi tranzicijsko obdobje. In ne vem, če imamo dobro odgovor na to. Pozabili smo, da se temeljne koncepte, ki so še zmerom zelo pomembni za to, da bi jih nekdo apliciral in seveda dal odgovor, ki ga ta družba verjetno išče marsikdaj v različnih situacijah na vsako vprašanje. Ne vem, če smo recimo sposobni dati odgovor na to, kako se procesi družbene mobilnosti v tem času odvijajo in kam peljejo, če vzamemo samo vprašanje prostorske mobilnosti in zadnje težave, ki jih imamo mi in cela Evropa z migracijskimi tokovi. In tako naprej. Verjetno je cela vrsta teh klasičnih tem, ki so zaradi tega, ker smo se specializirali vsak za neko področje, postale tako moč nikogarčne teme in ni tistih integratorjev več, ki bi lahko rekel to celovito sliko družbe tudi dali, pa bi jo bilo treba včasih. To je eno od razlogov, zakaj se mi zdi, da reintegracija bi bila dobra. Drugi razlog je v tem, da se okolje naše izjemno hitro spreminja, ta turbulenca narašča. Mi smo seveda včasih šli z odgovorom v smeri prilagajanja programov in raziskovanja tem trenutnim zahtevam, potrebam. Če gremo na področje izobraževanja in iskanja odgovora v pravi smeri, mislim, da je danes bolj pomembno kot to, da usposobimo naše diplomante za to, da znajo čisto konkretno nalogo opraviti, ki jo danes nekdo ponuja na trgu dela, da imamo temeljno znanje, ki jim omogoči to prilagajanje. In mislim, da je to drugi razlog za to, da se zakaže o reintegraciji razmišljati. In še tretji, po moje pa ta, da smo danes pričali tem problemsko zasnovanju in raziskovanju in izobraževanju bolj kot pa disciplinarno naravnanemu. To, kar se dogaja na področju raziskovanja, zlasti, jaz mislim, da se to odraža tudi na področju izobraževanja, je, da se naslavlja določene probleme, ki so transdisciplinarni ali multidisciplinarni, kjer je treba povezati različne discipline med seboj. Seveda to velja lahko enako za družboslovne discipline, kot seveda tudi povezava družboslovnih in naravoslovnih disciplin. In teh primerov je v evropskem prostoru, v svetovnem prostoru, kako res to sprejemam, cela vrsta. Dan lahko primer tega zadnjih priprav, recimo na to, kako se vključiti v raziskovalno razvojno delo na področju pametne specializacije. In vam lahko rečem, da naši predstavniki naših družboslovnih, tehničnih naravoslovnih fakultet sami prihajajo s predlogi, da se morajo družboslovci vključiti, če hočemo, da bomo prišli do dobrih rešitev na posameznih področjih. In seveda to velja tudi v drugih okoljih. Četrti razlog, ki je pa mogoče razlog, ki ga je navedel dekan in je skozi te podatke tudi pravzaprav nek argument v smeri potreb po reintegraciji nakazal.
Skratka, če je kakšno sporočilo, ki bi ga jaz na podlagi svojih izkušnj in hitrih refleksij lahko dam, bi bilo pravzaprav to, da je treba razmišljati morda v tej smeri. Kakorkoli že in kakorkoli boste te odgovore našli, tisto, kar se mi zdi, da je za izobraževanje naših diplomantov ključno, je to, da bodo potem, ko bodo zaključevali študij že na prvi stopni, dosegli na kompetentnost za reševanje problemov v svojih različnih delovnih in življenjskih okoljih. Ampak pri tem mislim seveda na to, da bodo sposobni samostojnega razmišljanja, analize, reševanja problemov, ne rutinskega dela, ne tega, da jih priučimo za opravljanje nekih rutinskih nalog, kako lahko naredimo tudi srednje šolci, ampak zato, da usvojijo družboslovne koncepte, ki jih potem v svojem analitičnem in razvojnem delu tudi zares mislijo in uporabljajo. Informiranje takega človeka, takega diplomanta je verjetno še zmerom izziv, tako kot je bil vse skozi, odkar je ta fakulteta obstajala. Če smo to dosegli, da bodo ljudje, ki zapuščajo to fakulteto, ne zdravo razumsko razmišljanje družbenih vprašanj, ampak jih nastavljali skozi koncepte sociologije, politologije, teh temeljnih disciplin, z njimi razmišljali in s njihovo pomočjo in metodami iskali odgovore na vprašanja, s katerimi bodo soočeni, potem smo dosegli pravi cilj. In s tem bi jaz pravzaprav svoj govor končal. In verjamem, da boste v tej debati in seveda tistim, ki bodo sledili našli prave odgovore na vprašanje, ki si boste postavili. In jaz vam želim veliko uspeha pri tem in se veselim rezultatov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod rektor. Izkušnje Univerze v Ljubljani o ocenjevanju in prenavljanju programov predstavil gospod prorektor za študijsko področje, redni profesor dr. Goran Tolj. Spoštovani kolegi z Fakultete za družbene vede in program. Na začetku bi se rad mogoče navezal na par številk, ki nam jih je podal dekan. Par številk me je nekako tako spomnil, mogoče pametno, da uvečem neko primerjavo, ali pa da pozorim na zanimive vrednosti parametra. Prva stvar je število študentov pa število učiteljev. Če hitro naredimo primerjavo z univerzitetnimi številkami, so univerzitetne številke približno dvakrat bolj ugodne v strani študentov. Imamo okrog 40,000 študentov in okrog 4,000 pedagoških delavcev. Tako da vidimo, da dejansko ima tukaj to razmerje med študenti in učitelji slabše kot povprečje na univerzi in seveda bistveno slabše kot na nekaterih članicah, kjer je število učiteljev in predavateljev večje. Število študentov na predavateljev manjše. Druga številka, ko nam dobro presenetila, je število predmetov. Sem pravzaprav presenečen, da jih imate samo 400. To pa zato, ker pri tem, da imate relativno dosti programov, se pravi več kot 30, pomeni, da je število predmetov na programu relativno majhno, oziroma z drugimi besedami, da so določeni predmeti skupni večji programi. Kar je seveda znak, da bi lahko marsikaj od tega, kar trenutno delate, združili in mogoče bolj racionalno pripravili. Seveda brez vsebinske programe se da. Zdaj pa, če se vrnem na to, kar sem pravzaprav zaprošen, da podam nekaj stvari v zvezi s programi, s pripravo novih, z upravljanjem stvari. Mogoče tukaj, ko je odkolje, imamo pravzaprav tri različne akcije, tri različne postopke. Ena stvar je priprava novih programov. Nov program je potrebno pripraviti tako, da se da vloga, mora biti izpolniti določeni pogoji in potem gre najprej preko naše komisije, potem na nacionalno agencijo programov. Potem imamo pa še spreminjanje programov. Spreminjanje programov se lahko odvija na dva načina. Eno je spreminjanje obveznih sestavin. Za spreminjanje obveznih sestavin, ki so navedene v zakonu, je zadolžena univerza. In poroča ministrstvo oziroma našlištvo,
te spremembe obvezne sestavine. Druge sestavine, ki niso obvezne, so pa tako imenovane manjše spremembe in te manjše spremembe pa naredite sami na zavodu, sami na fakulteti in nam pravzaprav, tako kot imamo trenutno postavljeno, ni treba sporočati na univerzo, da ste spremembe naredili. Lahko pa pričakujete, da vas bojo v času podaljšanja akreditacije strokovnjaki vprašali, kaj ste spremenili, zakaj ste spremenili, kakšni so bili razlogi za te spremenili. Tako da, to je pravzaprav tak okvir trenutnega stanja. Zdaj, verjetno veste, da se pripravlja pravzaprav na dve stvari v zvezi z zakonom o visokem šolstvu. Prvič se pripravlja spremembo obstoječega zakona, nekoliko bolj v oddaljenosti je pa posebno nov zakon o visokem šolstvu. Če bo približno veljalo to, kar je trenutno v pripravi v zvezi s spremembo zakona o visokem šolstvu, lahko pričakujemo, da bojo akreditacije za vse programe časovno neomejene. Se pravi, da ko bo program akreditiran, bo akreditiran za nedoločen čas, medtem ko bo inštitucija pa imela redna podaljšana akreditacija na 5 ali 7 let. Poleg tega pa bo seveda možno program tudi ukiniti ali na željo zavoda ali pa kot rezultat izredne evaluacije in pokazati neke druge pomanjkljivosti, ki se bo preznačilo. Če bo zakon, tako kot je zdaj predlagan, spremenjen, potem bo to pomenilo kar velike spremembe na univerzi. Velike je predvsem v tem, ker to, da imamo do zdaj zunanje akreditacije, oziroma podaljšanje akreditacij na strani NAKVIS-a, nam nekako zaupamo, oziroma prepustimo to odgovornost nacionalni agenciji. Ko bo ta odgovornost prenešena na univerzo, bomo morali to zelo resno vzeti. Kar bo pomenilo, da bomo morali evaluacije, redne, letne ali dveletne evaluacije programov delati z vso resnostjo in odgovornostjo. In mogoče to še nismo pripravili na to, čeprav smo se v zadnjem času tudi na to veliko pripravili. In srečo smo imeli tudi dobre lastnosti, da smo pridobili projekt Kakovost univerze v Ljubljani, ki je trajal med leti 13 in 15. Dveletni projekt je bil dovolj velik, da je lahko vključeval vse članice, bil je pa voden od univerze, kar pomeni, da smo pravzaprav imeli en velik projekt o kakovosti univerze v Ljubljani, ki se je lahko dotaknil vsake fakultete posamično, istočasno je bil pa skupno projekt. V enem delu, jaz ocenjujem, da je tudi tak projekt bil zelo uspešen, še ne zaradi drugega zato, ker je zelo spodbudil sodelovanje s članicami. Po koncu tega projekta se mi da so se članice dosti bolj poznali. Ena od aktivnosti tega projekta je bila tudi evaluacija študijskih programov. V postopku priprave oziroma te aktivnosti pri projektu smo pripravili zelo različne možnosti, kako te programe evaluirati, na kakšen način. In bili so večje in manjše evaluacije. Nazadnje smo se za 180 programov, to je približno polovica vseh programov v prvi drugi stopnji na univerzi v Ljubljani, smo upravili evaluacijo na dovolj kratek, konsistentni način za vseh 180 programov na enak način. Mislim, da je bila to dobra osnova za redno delo, ki nas čaka v primeru, da bo evaluacije programov posebno v odgovornosti univerzi. Te evaluacije so nekako potekale v okviru 7 sklopov, 7 tako imenovanih razmislekov. Prvi 3 so se nanašali na to, kako pogosto kdo se pogovarja o kakovosti programov. Kaj vse je v to vključeno? Ali so programi koherentni, ali se predmeti izhajajo eden iz drugega, ali se povezujejo? Kakšni so učni cilji, ali so predmeti povezani. Potem v ta sklop je tudi spada tudi to, ali sledimo, kakšna populacija prihaja v ta program, ali so to najboljši kandidati, najboljši dijaki ali ne. In nazadnje v tem sklopu je bila tudi priprava
najboljših točk določenega programa, pa tudi tistih kritičnih najslabših točk. To, kar sem naštel, spada nekako v prve 3 razmislike. Četrti razmislik se pa tiče spreminjanja študijskih programov. Kakšni so razlogi, kdo da pobudo, kakšne smernice oziroma standarde sledimo. In ravno tako na koncu refleksija, kaj je dobrega ob določeni spremembi, kje so tveganja pri teh istih spremembah. V naslednjem sklopu razmislekov je to, kdo sodeluje pri tem. Ali sodelujejo tudi študenti, seveda morajo ljudi sodelovati, ali sodeluje širše okolje, delodajalci in druga. Oboji bi morali, torej pač kazalec ali delimo pravi. Zadnja 2 sklopa se nanašata na to, kar je pravzaprav stalnica. Prvič so sami kazalci o tem, kakšne so obremenitve študentov, kakšne so obremenitve učiteljev, kakšno je razmerje število med učitelji in študenti, kakšen je opis, kakšna je prehodnost, kolikšen delež diplomiranja. To so vsi taki osnovni kazalci uspešnosti nekega programa. In zadnji kazalec se nanaša na internacionalizacijo, koliko tujih študentov, kako spodbujemo, da bi tujih študentov več, koliko imamo tujih sodelavcev, učiteljev, kako spodbujemo, da bi tujih več. Koliko predmetov ali programov, ki jih izvajamo v tujim jeziku. Vemo, da so tukaj zakonom določeni deli omejeni, ampak z določenim trudom se že danes več kot mogoče delamo. Da ne bi bil predolg, bi mogoče zaključil s parimi primeri dobrih praks iz univerz, ki smo jih v času projekta obiskali ali pa so oni obiskali nas. En sklop obiskov je bil na univerzah na Finskem. Tam so zelo redni, Finci so očitno, zelo redni ljudje in delajo zelo po nekem stalnem postopku, ki mogoče zgleda obkorev, ampak na koncu prinese dobre rezultate. Ena stvar, kjer je za njih značilna, za nekaj univerz je redna srečanja. Nekaj takega, kot je to srečanje danes, ampak mogoče še z večjim podarkom na tem, da stvar ni opcijska, da je pač obveza za vse, da se stvar ne dogaja na fakulteti, ampak nekaj odzunaj, da je poleg pogovora o problemu fakultete in programov tudi druženje, zabava, hrana, vse to, kar pravzaprav spada na psihologijo. Potem, meni se da zanimivi tudi obiski, ki smo jih naredili na Škotskem. Ena taka zanimiva stvar, ki se mi zdela z univerze v Glasgowu, oni so uspeli v enem letu, projektor je leto za to program, iz mnogih fakultet strati svojo organizacijo v 4 šole. Postavno so iz množice fakultet rekli, da danes napremamo samo še 4 šole, v okviru 4 šol okrog 4 koledžov nekaj šol in nekaj inštitutov, ampak na tak način so bistveno zmanjšali in centralizirali delovanje in zato je bilo potrebno samo zelo odločno vodstvo. Potem, to, kar mi je bilo zanimivo, recimo, delavnica za zaposlene, to je seveda zelo pomembno. Tega smo imeli do zdaj premalo in še zdaj imamo premalo, čeprav se trudimo, ampak tega bi morali narediti več. In to tako delavnica za zaposlene v smislu boljše komunikacije, boljšega upravljanja fakultet, kot tudi v izboljšanju pedagoških procesov. Da bom predalje šel, mogoče samo še 2 stvari, ki so se mi zdele zanimive iz obiska na Nizozemskem. Univerza v Edinburgu ima eno zelo zanimiv pristop do delovanja in širjenja svojih aktivnosti. Enkrat na leto razpirajo cel teden, se predstavljate cel teden za alternativne metode učenja. Ta teden je pravzaprav nekaj takega, kot bi mi rekli, univerza gre na trg, ampak ne gre samo z nekaj aktivnosti, ampak vse. In na tem trgu se potem izmenjavajo ideje vseh članic univerze,
študenti se udeležujejo dejavnic, tečajev, pouka na vseh drugih članic, se pravi, na en način čista anarhija, ampak katalog tega tedna je obseganje 70 strani, zelo na gostega seznama aktivnosti, ki potem tednu naredijo. To je recimo tak čisto zanimiv in na prvi pogled zelo destruktiven pristop, ki pa prinese do tega, da se ljudje izredno dobro med seboj spoznajo in v bodočnosti potem lažje sodelujejo. Potem zanimiv je tudi to je še iz Univerze v Utrechtu, na Nizozemskem je pa to, kar je bilo zanimivo, da kakšna obveznost profesorja potem, ko dobi rezultate študentske ankete. Pri nas je to tako, da če smo dobro volje, sploh preverjamo, če ne pa še to ne, zahteva to učitelja Univerze v Utrechtu je to, da napiše pisno poročilo odziv na rezultate študentske ankete. In to seveda mora objaviti. In to je seveda pomembno zato, da ti sam refleksijo o tem, kakšno študent je zdravlja. To je recimo taka drobcena stvar, ki pa zna zelo dosti pripeljati k razvoju kakovosti na resnični pedagoškega procesa. In še mogoče zadnja stvar, zadnja taka cvetka iz Univerze v Eindhovenu. Jaz imam občutek, da se pri nas stvari relativno počasi zgodijo. Ko mi ugotovimo, da ena stvar ne gre najbolje, potem začnemo o tem razpravljati, potem imamo dolgo časa razprave, potem počasi nekaj spremenimo, hodno pripravimo predlog sprememb, je še eno leto, da so te spremembe uveljavljajo. In gre seveda zelo počasi za veliko večino stvari. No in na Univerzi v Utrechtu so nam razložili, da oni delajo na ta način, da na vsak študijski program, vsak predmet v okviru šole na njihovi univerzi ima 5 predstavnikov študentov. Teh 5 predstavnikov študentov ima nalogo, da stalno od prvega dne beleži, kaj je dobro, kaj je slabo pri predmetu in že sproti med semestrom potem obvešča učitelja. Seveda, da ne bi bilo težav v zvezi s tem, da nekdo kritizira učitelja, pa potem je ta študent nekako opredeljen kot težek študent. To ne dve direktno, ampak preko predstavnikov, ki se dobivajo vsake 3 tedne. In na ta način se ponovno ena taka povratna zanka, ki se praktično zgodi mesečno, se zgodi v okviru majhnih popravkov študijskega procesa. Vse to so stvari, ki bi dobro vključiti v naše delo, da bi naše programe boljše izvajali in seveda tudi boljše pripravili. Hvala. Hvala lepo, gospod prorektor. Danes bomo v finskemu modelu sledili, ker bomo med pauzo vendarle dobili nekaj hrane in pijače, ampak to si moramo še zaslužiti. Tako da za umestitev razvojnih dilem v širši visokošolski in raziskovalni prostor v dobi globalizacije in internetizacije prosim za besedo akademika profesorja dr. Slavka Stihala. Pozdravljeni. Simpozij se danes začel z žalostnim opozorilom na to, da živimo v globaliziranem svetu. In seveda predvsem z opozorilom na to, da globalizacija, če parafraziram znamenito poročilo Rimskega kluba izpred več kot 30 let, globalizacija ni samo dobro, ampak tudi v zlo. In moja premišljanja bodo šla v smeri odgovornosti ne samo za razvoj družboslovja, seveda ima fakulteta nedvomno odgovornost za razvoj družboslovja v Sloveniji in širše, ampak pravzaprav o odgovornosti za družbeni razvoj. Ker družboslovje bi se sicer zdelo, da skrbi predvsem samo zase, medtem ko sem jaz prepričan, da je poklicano družboslovje v tem, da v svojih najboljših močeh javno prispeva k
danes bi se rekli trajnostnemu družbenemu razvoju. In teh nekaj mojih misli bo pravzaprav zelo močno naslednji temu, kar je prej povedal kolega Svetlík. In mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi se te njegove ideje trdno prijela na nadaljnih razpravah o tem, na kakšen način premišljati o spremembah programa na področju izobraževanja, zlasti in seveda tudi na področju raziskovanja. Globalizacija, najbrž se delimo tam mnenje, ni izpolnila optimističnih pričakovanj v nekakšni globalni demokratični informacijski družbi. In tudi ni razrešila nekaterih osnovnih razvojnih vprašanj, na katere je opozarjal Rimski klub že pred več kot 30 leti. Mislim prav nasprotno, da so se ta vprašanja razvojna še zaostrila lokalno in globalnih posežnosti. Že takrat so bila zelo, in danes se zdaj bolj vidi, da so bila utemeljena opozorila na bodoče negativne posledice hitrega razvoja transportne in komunikacijske tehnologije, zaradi katerega ključni družbeni problemi postajajo globalni in jih je torej treba reševati na globalni ravni, nacionalni ravni, preprosto ni mogoče rešiti. Družboslovne vede naj bi imele pri tem pomembno vlogo, so že takrat dotavljali strokovnjaki iz drugih, torej nedružboslovnih področij, še zlasti v proučevanju negativnih posledic razvoja, naprimer, kot so tedaj pisali, nazadovanje družbe kot posledice nesmotrne uporabe mikroelektronike in tradicionalne delitve sadov novega vala rasti, ki bi prinesla dobičke v nekaterim, frustrirani večini pa bi omogočila le minimalne prednosti. Tedaj je še povedovalo, danes bi rekli, relativno optimistično pričakovanje, da bo po recimo več desetletnem prehodnem obdobju vendar je razvoj prinesel, kot so pisali, povsem drugačen tip svetovne družbe, za katerega ne bi bile poleg radikalno spremenjene tehnološke osnove, značilne tudi povsem nove vrednote, nove politične in upravljalske strukture. V prehodnem obdobju bi morali največjo pozornost nameniti problemom strukturne brezposobnosti, kot posledica avtomatizacije, ki je prinesla nova tehnologija, je tedaj opozarjal Rimski klub. Še zlasti so stvarili pred verovanjem v spontano reševanje teh problemov, ki bi lahko imelo za posledico, kot so pisali, daljnosežno družbeno patologijo in socialni upor, ker bi svet v taki politiki nevmešavanja v razvoj postal za desetine, kot so pisali, stotine milijonov ljudi, ki bodo trajno in začasno strukturno nezaposleni, svet zaprtih možnosti. In nažalost moramo ugotoviti, da to, kar se je kot skrajno, kot neverjetno pričakovanje izjavilo pred več kot 30 leti, je današnja sedanjost. Da smo soočeni z natančno temi problemi, pred katerimi je Rimski klub stvaril pred več kot 30 leti. Temeljna naloga družboslovnih ved, prav zaradi tega, mislim, mora postati poučevanje negativnih posledic tehnološko-kapitalsko spodbojevanega netrajnostnega razvoja, med katere sodi tudi položaj družboslovnih ved v Sloveniji, v Evropi oziroma Evropski uniji in v svetu. Tu sta neposredno povezana to prizadevanje na eni strani za oziroma ta odgovornost za razvoj družboslovja in po drugi strani odgovornost za razvoj družbe. Znanstveno raziskovanje in izobraževanje delita usodo vseh tistih, kot jim nekateri pravijo, stagnirajočih področji dela, zdravstvo, kultura, izobraževanje in tako naprej, ki jim zaradi delovne intenzivnosti ne uspeva povečevati produktivnosti z investicijami v nove tehnologije, tako kot to uspeva v imenovanem progresivnemu sektorju. Povečuje se produktivnosti prepad med gospodarstvom oziroma progresivnim sektorjem na eni strani in stagnantnim sektorjem, tako imenovanih ustvarjalnih industrij na drugi strani, kamor sodi izobraževanje, kultura, umetnost, znanost in tako naprej. Pričakovanja, ki so še dnevni zelo pogosto prisotno, da bodo tržne sile poskrbele, da bo cena delovne sile zaradi večje splošne kupne moči prebivalstva tudi v stagnirajočem, torej našem sektorju naraščalo tako kot v progresivnem sektorju, kljub relativno manjši sektorski produktivnosti so naivni. Danes smo na teh področjih priča vse ostrejšim pritiskom na zniževanje stroškov dela. Austerity je postala
bodeča žica, oziroma reč tehnična ovira, za usmerjanje razumevanja družbenega položaja znanosti in izobraževanja kot ključnega segmenta javnega sektorja. V odsotnosti neposrednega delovanja trga so bili znanosti vsiljeni neoliberalni mehanizmi merjanja oziroma zagotavljanja večje produktivnosti in učinkovitosti. Podrejanje razvoja takih mehanizmov ima lahko dolgoročno negativne posledice. Pomembna naloga univerz in znotraj njih posebej poslovnih in humanističnih ved je, da opozarjajo na razlike med dejavnostmi, recimo med dejavnosti znotraj imenovanega progresivnega sektorja in stagnantnega sektorja na drugi strani, da torej opozarjajo na nujnost, torej hoč obstaja teh razlik, ne nazadnje tudi na to, da je neučinkovitost oziroma nepodrejenost načelu učinkovitosti lahko vrednota kakovosti življenja in da se upirajo popolni instrumentalizaciji znanosti in znanja skupaj za instrumentalizacijo razvoja družbe. Ključni sta pri tem po mojem prepričanju vprašanji, komu in čemu je znanost oziroma sta znanost in izobraževanje namenjena. Če nekoliko poenostavim, ali sta namenjena celostnemu razvoju posebnosti posameznika ali čim bolj konkurenčni delovni sili. Ali sta namenjena kritično-refleksivnemu delovanju ali pa instrumentalnemu delovanju. Čeprav se te usmeritve nujno in celoti ne izključujejo, še zdaleč tudi niso združljive, zato je treba postaviti razvojne prioritete. Odsotnost prioritet pomeni ohranjanje obstoječega stanja in obstoječe stanje, se zavedamo ne vsi, je daleč od to optimalno. Nekateri za tako stanje krivijo bolonjsko reformo. Mislim, da bi načelom bolonjske reforme delali veliko krivico, če bi naprtili odgovornost za stran poti v univerzitetnem izobraževanju, ki so nastale v procesu implementacije te reforme. Celo morda najbolj sporna ideja, da mora biti diploma po prvem ciklu, kot pravi bolonjska deklaracija, relevantna za evropski trg dela kot ustrezna stopnja kvalifikacije, sama po sebi ni toliko sporna, kot je sporna kasnejša interpretacija, da relevantnost pomeni neposredno uporabnost diplomanta. Ni pa mogoče mimo dejstva, da so bile bolonjske reforme marsikje, da samo pri nas zlorabljene za uveljavitev partikularnih interesov. In to se seveda v programih pozna. Kaj ne torej pomeni relevantnost, ne le za evropski, ampak za globalni trg dela v glavi internetizacije? Tako kot robotizacija v progresivnem sektorju povzroča internetizacija v stagnirajočem sektorju, razposabljanje v vse večjem številu poklicov in nujnost njihovega novičnega usposabljanja, ki mu bo spet sledilo razposabljanje in tako naprej. Umetna inteligenca ne prinaša vedno novih in novih tehničnih dosežkov, kot so avtomatizirana letala, recimo samo vozeči avtomobili, ampak v povezavi z internetom, ki zdaj skoraj nekontrolirano omogoča stvari, ki potem niso premožne, naprimer zbiranje osebnih podatkov v podatkovnih bazah v enormnih količinah, postaja zelo učinkovito orodje manipulacije in tehnično že danes pravzaprav omogoča tudi prevzem oblasti v družbi, na kar opozarjajo pravzaprav ne družboslovci, ampak strokovnjaki, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Če končam z vprašanjem zaposlovanja, ki je bilo že omenjeno, ta globalna fleksibilizacija zaposlovanja ob internetizaciji in razvoju umetne inteligence postavlja človeka v položaj tržnega igralca, ki ga je mogoče zelo hitro zamenjati. Dolgoročno so zato za diplomante najbolj uporabna temeljna znanja, kot je o tem govoril že kolega Svetlik,
ki omogočajo tudi večjo fleksibilnost v iskanju zaposlitve. V nekaterih sposobnostih in specialnih znanjih je najtežje doseči kritično refleksivno delovanje, medtem ko umetna inteligenca že zdavnaj omogoča enostavna človeška znanja, torej presega relativno enostavno človeška znanja, kot so spomnjanje, račune in tako naprej. Torej, kritično refleksivno delovanje je tisto, ki bi ga po mojem trdnem prepričanju morala omogočiti tudi naša fakulteta z omogočanjem doseganja široke temeljne izobrazbe na različnih osnovnih področjih in hkrati prispevati k celostnemu razvoju osebnosti študentov. To namreč zaenkrat je tisto, kar zaenkrat postaja privilegij človeške inteligence. To je tisto, česar se v bližnji prihodnosti po splošnem prepričanju ne bo porastila umetna inteligenca in na tem, po mojem trdnem prepričanju, mora biti tudi poudarek v visokošolskem izobraževanju na področju družboslovja. Hvala lepa.